Alenka, ne morem mimo tega, zdaj, ko smo se kar nekaj časa pogovarjali, preden so se kamere prižgale, ne morem mimo tvojega pozitivnega odnosa in pogleda na življenje. Od kje izhaja to? Ne vem, enostavno ena lahkotnost v meni, ne vem, taka, da ne rečem, mogoče zato, ker sem še zmeraj z enim delom možganov na tisti stopnji, na kateri so ponavadi otroci, ne. Nisem čisto odrasla, nikoli, ne, še, oziroma nisem še čisto odrasla, z eno stranjo možganov, s to, ne. Zato sem malo posebna celo življenje že. Najbrž od tu prihaja to. Ampak glede na to, kaj vse se ti je zgodilo, bi človek rekel, pa sej pri vsem tem moraš obupati, mislim, pa to je veliko stvari, ne. Mogoče, če začneva, se mi zdi, da neka točka preloma v tvojem življenju je bila absolutno bolezen moža. Ja, res je, res je. Je pa tu ta spekter, da če je človek, se pravi, zadovoljen z malimi stvarmi, pa če majhne stvari opazi, ne, če je senzibilen, ga lahko male stvari spravijo v dobro voljo. Tako da lahko se ti pred očmi podira svet, pa če boš videl pikapolonca na cvetoči roži, pa ti bo že to zadosta, ne, da se boš počutil bolje, ne. Ampak kaj je dejansko bilo z možem? Ti si takrat bila ravno po porodu svoje hčerke, drugega otroka, ne? Res je, ravno dobro se je učila hoditi, a ne, ko je, se pravi, on začel postajati vedno bolj utrujen. Najprej smo mislili, da je to zaradi tastove smrti, a ne, da je mu težko padla. Ampak na koncu je moral vseeno iti v decembru na urgenco, a ne, ker je počutje ratalo že toliko slabo. In so potem tam ugotovili, da ima popuščanje srca in ga poslali v bolnico, ne. In kaj je bilo potem v bolnici? Naredili so še par preiskav in so mu predpisali takoj 7 različnih zdravil, čeprav prej ni jemal ničesar, a ne. In je pol zaradi stranskih učinkov močnih, ki so imela ta zdravila, a ne, in privajanja telesa na ta zdravila, pristal na invalidskem vozičku. Je bil skoraj cel let, ne, na invalidskem vozičku, mesece in mesece, ne. In se pravi, sem morala skrbeti za njega in zraven še hoditi v trgovino, nositi v nahrbtniku domov, hrano za celo družino, delala sem priložnostno, hodila po domovih, čistila, ne. In je bilo kar fizično precej naporno vse skupaj, ne. Čeprav je moja psiha taka, da prenese vse, je bilo naporno za telo, ne. Ampak ti v bistvu z 2 otroki, ne, imela si starejšega sina in hčerko, ne, pa moža, ki je bil na invalidskem vozičku, zraven si delala in celotno družino v bistvu držala pokonci. Je začelo telo sporočati, ne, da je zdaj pa čas, da se ustavim, ne. Ampak na kakšen način telo začne sporočati? Kako je tebi pokazalo, da nisi na pravi poti? Z utrujenostjo, ne, z utrujenostjo pa z slabšo odpornostjo na nek način, ne. Ampak zdaj, če se malo vrneva na moža, ne, to se je tebi v bistvu začelo dogajati po tem, ko je bil mož boljši, a ne? Se pravi, Ja. možu se je počasi stanje izboljševalo, tebi se je pa slabšalo. Ja, Ampak res je. ni bilo samo srčno popuščanje, ne? Pri njemu so ugotovili tudi rak. Tudi raka ustnice, in to je bil seveda najprej zame prvi šok, ko nekdo, tvoj bližnji, zboli za rakom. Ja, takrat psiha dobi zaušnico, tako rekoč, tudi če je prej prenesla vse, je to že spet ena nova izkušnja, ena nova težka izkušnja, ko jo je treba predelati, ne. Ampak kako si se takrat soočala s tem? Ja, pripravljena sem bila stati, se pravi, ob strani, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ne. Ker jaz nisem oseba, pri kateri je prvi vzgib pobegni stran, ampak pri meni je vedno prvi vzgib bori se, ne, prenesi to. Kako je potekalo njegovo zdravljenje?
Ja, bil je trmast dolg časa, ni hotel iti na pregled, pol mu je pa tista koža začela že od ustnice stran viseti. Je bilo pa tako nujno, da je dobil takoj urgentno napotnico in je bil v parih dnevih operiran, ne. Je bil pa seveda zelo švoh, ko je prišel nazaj, ni mogel jesti, težko je govoril. Jaz sem si pa vseeno želela iti točno tisti mesec še na koncert, zato ker sem imela pol leta prej kupljene karte in za vlak rezervacijo, ne. Nisem pa želela, da mi to propade, ker smo mi bili finančno vedno na tesnem, a ne, in če je bilo nekaj lepega za mene napovedanega, ne, sem hotela, da se to tudi zgodi, ne. Če se ti ne dogajajo lepe stvari vsak dan, pol živiš za tisti mal, ne, ker se ti bo zgodilo in pol hočeš narediti čudež za to, da se ti tudi bo, ne. Tako da sem zorganizirala in se pravi za njega vse, da je imel pri roki, da ni bilo treba mu se truditi preveč, pa se pravi za psa, da je bil vožen ven pravočasno. Sin je bil takrat tudi imel koleno operirano, ker je imel meniskus zlomljen in se pravi tudi za njega, da je bilo vse doma preštimano in da so pregledi potekali, da je bil prevoz, da je bil denar za taksi, ne, naštiman in vse, da je laufalo, da sem jaz lahko šla za tiste 3 dni v Švico, pa pol se pravi naslednji dan, ne, en dan prespala, naslednji dan po noči spet nazaj domov. Tako da Potem, ko take je stvari pa, recimo so me najbrž moje telo pocuzale, ne. ja, absolutno, ne. Mogla si v bistvu vmes skrbeti za celotno družino, pa vseeno malo tudi svojo dušo nahraniti, ne. Tako, tako. In potem, ko se je nekako, tako kot sva rekli prej, stanje možu izboljšalo, je pa Je začelo pa nastopilo, potem mene telo opozarjati, ne. s kakšnimi vzgibi te je opozarjalo oziroma s kakšnimi? Okej, ja, jaz sem se še vedno počutila dobro, bila sem zdrava, sedla sem se na kolo, prevozila 20 kilometrov brez težave. Ampak ja, videla sem enkrat v eni trgovini luštkano majčko po znižani ceni, sem rekla, moram jo pomeriti, a ne, ker mi ne paše prav glih čisto vse na postavo. In ko sem se postavila pred ogledalo, je bila ena sumljiva lukenca v dojki, ne. Sem pa predtem brala, da vsakršna sprememba videza dojke, to ne pomeni nič dobrega, a ne. In sem rekla se takoj naročiti na pregled, ne. In kaj je bilo na pregledu? Kakšen šok si v bistvu doživela, ko si izvedela, da imaš raka dojke? Najprej se pravi je kazalo, da gre za čisto navadno cisto, a ne, in so me dali v ambulanti za bolezni dojk celo čakalno vrsto. Se pravi, od februarja, ko sem bila pri svoji ginekologinji, sem šele v aprilu dobila, ne, oziroma ja, konec aprila prvi pregled, ne. Potem je sledila mamografija, ki ni pokazala nič posebnega, samo malo sumljivih, ne vem, zgostitev, kaj že, punkcija pa pol pokazala, da je pa dejansko rak, ja, in diagnozo sem dobila 8. maja. Pol je pa sledila operacija kmalu zatem in se pravi, ker je bila operacija poleti, junija, ne, se je v meni nekaj obrnilo, sem vzljubila poletje, zato ker mi je poletje dalo ta drugi rojstni dan, ne. Prvega imam pa pozimi, ne, rojena sem pa pozimi, tako da. Ampak kako si ti takrat doživljala? Zdaj eno je, ko ti recimo partner zboli, Ja. mogoče v neki fazi še celo težje, kot ko sam zboliš, ampak kako si ti se počutila takrat? Ja, zanimivo je, da se mi je telo skoraj že začelo pripravljati na to, da bo konec, ne. Ker se mi je oslabila odpornost, sem že pokašljevati začela in tudi apetit ni bil več ta prav takrat, ko sem izvedela, ne. Se pravi, takoj tisti prvi teden po diagnozi, ne, sem imela takoj že občutke, kot da sem ne vem koliko daleč tam v 4. stadiju telesno, ne. Ampak naenkrat, ne, se mi je v glavi preklopilo eno stikalce. V glavnem en vesel dogodek je bil in se je potem v meni kar klik naredilo, ne, in je šlo celo počutje telesno nazaj gor, ne, v življenje. Pomagalo je pa tudi to, da sem začela pisati dnevnik,
ne, se pravi po dvakrat tehtnih razmislekih, ko je bil v duši, ne, psihično še vedno tisti vihar, ne. A je to konc ali ni to konc, ne, kaj bo z mojimi, če je to konc, ne. In sem začela potem dnevnik pisati, ne. Zato, da bodo imeli, se pravi, eno zapuščino, da bodo vedeli, a ne, kako sem se počutila in vse to. In mi je potem to dalo moč. Ta dnevnik sem pol tudi brala, mislim, da celo lani, ko sem zbirala vse svoje zapiske, misli, pesmi, zgodbe, karkoli sem že zapisala preko življenja. In sem ugotovila, da je v bistvu iz tega mojega dnevnika vel en nor optimizem in da sem bila sposobna narediti stvari takrat, od katerih bi marsikdo pobegnil dobesedno, res. Kako pa so otroci doživljali tvojo bolezen? Hčerka je bila še dosti majhna, ona je bila, mislim, da 3. razred osnovne šole. In pri njej sem res, se pravi, šla počasi, ne, pri tem, da ji povem, ne, sem ji najprej pač povedala, da moram na operacijo, ker je nevarno, da mi bo iz te ciste, ki jo imam v dojki, pač nastal rak in jo moram iti odstraniti, a ne. Pa kasneje, ko je bila starejša, a ne, sem ji povedala naprej, da je to v bistvu že bil rak in da sem ga zdaj rešena, a ne. Tako da za njo ni bil prevelik šok, ne. Kaj pa sin? Ja, sin pa je čutil precej tesnobe, a ne, s tem, da sta oba dva bila pripravljena mi toliko stati ob strani, da tega nista kazala navzven, da sta poskušala me čim bolj zanimirati, čim bolj mi, ne vem, nove stvari, presenečenja pripravljati in tako, ne. Zato, da ne bi jaz sama mislila na to, ne, kakšen hudič se je naselil vame. Kaj pa mož? Kako pa je mož doživljal, ker on je tudi, ne, šel skozi fazo zdravljenja sam? On je tista oseba, ki ne mara čustev kazati navzven, sploh, ne. Sploh ne vem, žalosti pa strahov, ne, ima en tak obrambni sistem, zaradi katerega navzven izpade strog in jezen in je tudi roker po duši in tako, ne, da je, ampak, ne, so bili trenutki, ko sem začutila, ne, da ga je malo strah, da me bo zgubil, a ne, se pravi, kakšni prijemi za roko pa take stvari, a ne, ki jih prej bilo redko, jih je bilo zdaj več, ne. Se ti zdi, da od takrat, ko si prebolela raka, gledaš na življenje drugače? Ja, dejansko gledam na življenje drugače in se tudi ne prizadevam več, da bi za vsako ceno naredila neki čudež, ne. Si postavim prioritete, no, ne delam več vsega hkrati. Jemljem si pavze, a ne, ko začutim, da sem zmatrana, grem počivati, a ne, ko začutim, da imam vsega polno glavo, grem ustvarjati. Hvaležna sem, da se vsako jutro zbudim polna glavo idej različnih in se sploh ne obremenjujem s tem, a mi bo uspelo v tem dnevu vse realizirati. Pa pustim za naslednji dan še malo. Zdaj, ko pogledaš nazaj, bi si želela, da se ta rak ne bi zgodil? Pravzaprav se mi zdi, da se je vse v mojem življenju zgodilo z enim določenim namenom, a ne. In da je življenje potekalo tako, kot je, zato ker me ono uči, ne, ker moja psiha in moja glava nista nikoli do konca odrasle, pa me zato uči življenje samo, a ne, te modrosti, ne, ki jo naj bi imela, ko bom stara in siva gospa, ne. Ampak prej sva se pogovarjali, še preden so se kamere prižgale, da si tebi res zgodilo veliko stvari, ne? Od tega, da ste imeli finančno stalno neko pomanjkanje, da ste živeli 4 ljudje v 36 kvadratih. Skratka, od finančnih do zdravstvenih težav. Zakaj misliš, da se to zgodi? Zakaj se recimo tebi zgodilo vse to?
Ja, kot pravijo nekateri, nekateri pravijo, da hodi vrag vedno na isto mesto sredi, ampak jaz pravim, da pošlje Bog vedno vsakemu človeku tisto, kar lahko prenese. In verjetno se meni te stvari dogajajo kar naprej, zato ker imam moč priti čez njih. Pa kaj misliš, da je najbolj ključno pri tem, ko recimo dobiš diagnozo, kakršnokoli, ali je to rak ali pa kakršnakoli druga bolezen, kaj je v tistem trenutku najbolj ključno, da lahko možganom sporočiš, ne, jaz se bom boril? Ja, najbolj ključno je, da zaznavaš lepe in dobre stvari okoli sebe v tistem trenutku, Da nisi z mislimi samo pri tem, kar je slabo, ampak da poskušaš vsaj z enim kotičkom očesa ali pa s kotičkom glave, zaznati, da se dogaja vzporedno tudi nekaj dobrega, in predati vsaj polovico teh svojih misli tisti ta drugi dobri stvari. Ti si v bistvu po duši zelo ustvarjalna, kar Ja. te je že od rojstva zares. To je mogoče ravno Položeno v zibelko, ja. ta otroška plat. Res je. Izdeluješ nakit, ki ga imaš danes tudi na sebi, izdeluješ punčke za Punčke iz UNICEF. cunj za UNICEF šivam in vsaka punčka nosi tudi nakit narejen posebej po meri za njih. Se mi zdi, da tako z vsemi temi ustvarjalnimi stvarmi vračaš družbi, Res je, prav s temi punčkami iz cunj, za njih sem se prav z namenom odločila, da z svojo kreativnostjo koristim in naredim nekaj dobrega za ta planet pa za njegove ljudi. Te je zdaj, ko si šla čez vse te zdravstvene stvari, še kdaj strah? Strah smrti, strah tega, da se ti ponovi? Ne, ni me več. Ni me več, zato ker zdaj vem, zakaj sem bila rojena, kaj mi koristi, kaj moram početi, da se bom počutila dobro. Kaj moram manifestirati v končni fazi, da se mi zgodi. Recimo imam napisan za 50. rojstni dan bucket list 50 stvari, ki bi jih še rada probala. In pripravljena sem vsakič, ko enega črtam, dodati novega. Se pravi, želja ti ne bo zmanjkalo. Kaj bi pa mogoče sporočila tistim, ki se v tem trenutku borijo s kakršnokoli boleznijo ali pa so ravnokar izvedeli za diagnozo? Kaj naj naredijo, da bojo šli lažje čez to bolezen? Ja, mogoče to, da naj času dajo drugačen pomen. Času naj dajo drugačen pomen, ker marsikdo si v glavi ozavesti, da časa ni več. Ampak čas je zmeraj še, ker vsaka sekunda šteje. Alenka, mislim, da si lahko marsikomu navdih, ne samo, da si sprejela vse, kar ti je življenje ponudilo in se s tem nekako spoprijela in šla čez to. Daješ tudi nekaj družbi nazaj in to je v bistvu ful lepo. Tako da hvala ti za tale pogovor. Hvala tudi tebi.